Glasovi svetov. Danes o podnebnih spremembah večinoma govorimo z vidika nevarnosti, ki jih globalno segrevanje tu in zdaj predstavlja za življenje na Zemlji, kakršnega poznamo, in za pogoje, na katere smo se ljudje navadili. Podnebni scenariji, ki se nam napovedujejo zaradi človekovih izpustov toplogrednih plinov, pač obetajo precej bolj negostoljuben planet, na katerem so vremenski ekstremi reden gost. Vemo pa, da se podnebje na Zemlji pravzaprav nenehno spreminja in da so v oddaljeni preteklosti bila obdobja, ki so bila še neprimerno toplejša, kot je današnje. Fosilizirani ostanki bujnih gozdov, nedaleč od južnega pola na Antarktiki iz časa krede, ko so na planetu vladali dinozavri, zelo nazorno pričajo o tem, koliko toplejša je bila Zemlja pred približno 90 milijoni let. Ob tem bi seveda kaj lahko pomislili, da je vsakršno vznemirjanje zaradi današnjega dvigovanja globalne temperature odveč, saj za planet takšne spremembe očitno niso nič nenavadnega. Zato bomo v tokratni Intelekti preverili, kateri naravni dejavniki so pravzaprav preoblikovali podnebje na Zemlji skozi res dolga obdobja, kako so se te spremembe izrazile v pogojih za življenje ter kaj nam ta oddaljena podnebna zgodovina lahko pove o spremembah danes. Z menoj v studiu sta danes klimatolog Gregor Vrtačnik z Agencije Republike Slovenije za okolje in geolog profesor dr. Andrej Šmuc z Naravoslovno-tehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Obima lep pozdrav v studiu. Ja, lep pozdrav. Lep pozdrav. Če začnem z nekoliko široke perspektive. Ko danes, na primer, iščemo primerne planete v drugih osončjih, na katerih bi lahko odkrili življenje, sta osnovna parametra dva, da je planet seveda kamniti, ne plinast kot kak Jupiter, in da je na ustrezni oddaljenosti od svoje matične zvezde, da so na njem lahko ustrezni pogoji za tekočo vodo, ki je nekako nujna za nastanek življenja, kakršnega poznamo. Ampak samo to še zdaleč ni dovolj. Če se ozremo po domačem osončju, te pogoje konec koncev izpolnjujeta tudi Venera in Mars, pa zato še zdaleč nista prijazna za življenje. Zemlja ima po drugi strani res pester nabor adutov za bogat razvoj življenja, na svoji strani pa to spet ne pomeni, da je klima tu vedno prijazna. Pravzaprav bi morda lahko celo rekli, da večinoma temu niti ni tako. In prav v holocenu, torej zadnjih približno 11.000 let, naj bi bilo podnebje idealno zmerno in kot nalašč tudi za razcvet človeške civilizacije. Gregor Vrtačnik, to drži? Ja, to kar drži. Če gledamo teh zadnjih 11.000 let v kontekstu daljše zgodovine, predvsem zadnjega milijona let, lahko ugotovimo, da je bilo to obdobje kar stabilnega vremena oziroma podnebja. Nobenih res globalno pomembnih podnebnih pretresov ni bilo, kot so se recimo dogajali za časa zadnje poledenitve. Poleg tega je bila tudi koncentracija toplogrednih plinov v ozračju, preden je človek seveda s svojimi velikimi izpusti to porušil, je bila dokaj stalna, tam nekje med 260 in 280 delci na milijon, kar je približno skoraj polovico manj, kot je recimo današnja koncentracija. In tudi, če gledamo globalne temperature, skladno s tem niso se bistveno spreminjale. Res je bilo najtopleje v prvem delu tega obdobja, se pravi nekaj 6, 7, 8 tisoč let nazaj, ko je bilo nekaj desetink stopinje Celzija topleje kot recimo 1000-2000 let nazaj, vendar pa smo zdaj z globalnim segrevanjem že dosegli ali pa celo nekoliko presegli ta nivo. Regionalno smo pa seveda imeli tudi v tem obdobju različne podnebne spremembe. Mogoče en najbolj očitnih primerov je recimo v Sahari, ki je bila vsaj v prvem delu tega holocena pogosto kar zelena. Se pravi, da so bile razmere za bivanje, vsaj ta severni del Afrike, Bližnji vzhod, pa tudi del Evrope,
v bistvu še boljše, kot jih imamo danes, še bolj primerne za razvoj civilizacije. Kako pa bi, profesor Andrej Šmuc, pravzaprav lahko umestili to podnebje, torej zadnjih 11.000 let v malo daljšo podnebno zgodovino, nekako vendarle kljub vsem utoplitvam in primerni prijazni klimi živimo geološko gledano v ledeni dobi? Ne. No, naj razložim, ne. Tako, kar je Gregor povedal, je seveda popolnoma res, ne. In približno 25.000-24.000 let nazaj je bilo na Zemlji zelo hudo. Klimatsko, seveda gledano zaradi, ker smo bili v višku ta zadnje ledene dobe. Kar pomeni, da je večino Evrope, vsaj celinske Evrope, so prekrivali ledeniki. V Sloveniji so ledeniki segali praktično, ne vem, v Radovljice, Snežnik je bil pod ledom in tako dalje. No? In seveda potem v takem okolju si lahko predstavljate, da je življenje kar trdo. Ne? Je pa ena reč, da naši predniki, ne, za katere vemo, da obstajajo Homo sapiens sapiens, vsaj 300.000 let na tem planetu, so se s temi spremembami že mogli soočiti. Vendar, kakor ste popolnoma pravilno ugotovili, za razvoj civilizacij v takem obsegu, kot jih poznamo danes, pa potrebujemo običajno stabilno, toplo in super vreme. No in seveda pogoji tega, da smo prišli iz ledene dobe ven v medledeno dobo, v kateri danes živimo, ne? Ta medledena doba se je začela recimo pred 12.000 leti nazaj, v kateri obstaja relativno stabilno in toplo vreme in seveda to je omogočilo razvoj civilizacij do take mere, kot jih danes poznamo, z vsemi plusi in minusi, ki jih prinesejo klimatske spremembe, tudi znotraj tega obdobja, ki ga poznamo. Ja, ampak gotovo, zdaj nismo v ledeni dobi, zdaj smo v medledeni dobi. Ponekod namreč naletim na pojasnila, da pravzaprav bi lahko delili torej celotno Zemljino zgodovino nekako na obdobja, ko Zemlja ni imela sploh ledenih kap na polih in takrat radi govorijo o toplogredni Zemlji in pač morda vsa obdobja, kjer pač je neka kapa zlasti na Antarktiki, kot vendarle obdobje ledene dobe, ampak pustimo te malenkosti ob strani. Morda seveda ključno vprašanje danes, kateri so bili ključni dejavniki, ki so torej zagotovili to našo bolj ugodno klimo, kaj torej nas je potisnilo ven iz te ledene dobe? Andrej Šmuc? Odlično in izjemno težko vprašanje, ne. Tukaj moramo vedeti, da lastna Zemlja nam ne more zagotavljati dovolj toplote, da bi človeštvo sploh preživelo. Se pravi, če ne bi imeli sonca in če ne bi imeli toplogrednih plinov, ki bi zadrževali to toploto, bi bila temperatura na Zemlji približno -18 stopinj. Se pravi, vse bi bilo pod ledom, ne. Se pravi, da naše recimo toplo obdobje in to, kar imamo tukaj na površini, je odvisno od sonca. Ne, se pravi, sonce je naš vir energije. Zdaj tisto, kar je pa najbolj fascinantno, je pa seveda, da Zemlja, kot veste, ni primer okoli sonca. Ne. Tudi ni Zemlja v centru, to že dolgo časa vemo, pač se vrti okoli sončja v recimo kombinaciji z ostalimi planeti. No, in kako, na kakšen način Zemlja pleše okoli tega sonca, seveda ne definira, koliko energije dobi Zemlja od sonca, pač pa definira, kako je ta energija sonca, ki jo Zemlja dobi, po tem planetu razporejena. No in kar naenkrat se izkaže, da to ni vedno isto, ne? Da imamo en kup enih ciklov, ko je Zemlja obrnjena tako ali pa malce drugače. Po drugi strani pa tisti izvor naše toplote ali pa energije za površje je pa sonce, ki ima tudi svoje cikle. No in seveda kombinacija tega, kako se Zemlja obnaša proti soncu in kaj se s soncem dogaja, seveda prinese kar naenkrat eno zelo zanimivo zgodbo, da na Zemlji klima seveda nikoli ni primer. Ne, ampak da šiba gor pa dol, pa nam reko levo pa desno, tega ne znamo razložiti. Ne, ampak ja, da je včasih malce bolj toplo, pa bolj mokro, včasih malo bolj suho in malo bolj hladno, no in seveda to je pa tisto zakaj in na kakšen način in kako hitro se to spreminja, je pa seveda izjemno zapleteno vprašanje, ki ga rešujemo geologi v preteklosti, klimatologi pa v sedanjosti. Vsi skupaj pa upamo za prihodnost. Ne? Gregor Vrtačnik, kako hitro torej je pravzaprav se zgodila? Ne? Ponavadi postavljamo neko mejo tam nekje 11.000 let nazaj, 11.700, odvisno, ampak kako hitro so, kar vemo iz
nekih podatkov se zgodile te spremembe tega prehoda iz torej ledene dobe v medledeno dobo danes? Ja, višek zadnje ledene dobe je bil približno 20.000 let nazaj. Takrat se je potem Zemlja začela počasi ogrevati, vendar pa to ogrevanje proti holocenu, ki je nastopil 11-12.000 let nazaj, ni bilo enakomerno. Vmes so tudi prekinjala hladnejša obdobja in potem spet hitri dvigi temperatur. Če pa gledamo tako, generalen trend se je pa Zemlja v 10.000 letih segrela za približno 5 stopinj Celzija. Se pravi, to globalno povprečje pri tleh, pri čemer so bile pa zelo velike regionalne razlike. Tam, kjer je bil prej ledeni pokrov, recimo na severu Evrope, v Kanadi, se je segrelo tudi za 20-30 stopinj Celzija, medtem ko se pa v tropskih območjih temperatura mogoče dvignila za kakšno stopinjo ali dve. So bile res velike regionalne razlike in tudi ne samo stališča temperature, tudi stališča padavin so bile te razlike gromozanske. Zdaj pa, če primerjamo teh 5 stopinj v približno 10.000 letih s sedanjim trendom, ki je približno pa 2-3 stopinje na stoletje, pa vidimo, da smo zelo, zelo skrajšali čas, recimo, oziroma ta hitrost spreminjanja temperature je veliko, veliko večja, kot je bila takrat na prehodu iz zadnje ledene dobe v holocen, vendar pa smo imeli tudi takrat obdobja, ko so bile spremembe veliko bolj izrazite od tega splošnega trenda. Vseeno pa vsaj na globalni ravni nobeno od teh obdobij ni bilo tako izrazitega spreminjanja, kot ga imamo zdaj. Na regionalni ravni pa zgodba drugačna. Recimo ob koncu te zadnje ledene dobe, tam nekje 13.000 let nazaj je prišlo do nenadne ohladitve, te ohladitve rečemo mlajši Drias, in ta ohladitev je zelo prizadela severno poloblo. Najbolj se to pokaže na teh ledenih vrtinah na Grenlandiji, kjer se je temperatura verjetno v nekaj letih, mogoče v nekaj desetletjih spustila tudi za 10 ali pa več stopinj Celzija, medtem ko se je v Severni Ameriki pa v Evropi so se pa na splošno temperature znižale za nekaj stopinj Celzija. In ta dogodek je potem trajal približno 1200 let, ko se je potem spet hitro otoplilo, se pa v tem času pa drugje po Zemlji pa temperatura ni prav zelo spremenila. Tako da je šlo pa za regionalno gledano pa res zelo, zelo izrazit dogodek. Kaj pa vemo o razlogih za ta konkretni dogodek? Ni še čisto jasno, je pa najbolj verjeten, se pravi sprožilc, oziroma recimo temu razlog, zakaj je prišlo do te ohladitve, je seveda zmanjšan dotok tople vode, ki pride iz subtropskega in pa tropskega Atlantika proti Evropi in pa Grenlandiji. To je ta severnoatlantski tok, oziroma zdaj se uporablja pogosto tudi angleško kratico AMOC, se pravi gre za termohalino cirkulacijo, ki jo poganjajo razlike v temperaturi in pa slanosti vode v različnih delih Atlantika. No, in ta morski tok prinaša ogromno količino tople vode proti Evropi in Grenlandiji. Ta toplota se deloma sprosti v ozračje in seveda nam omogoča dokaj mile zime v Evropi. No, in približno 13.000 let nazaj se je ta tok nenadoma ustavil ali pa praktično ustavil in zaradi tega je Evropa ostala brez tega ogrevanja in se je temperatura kar hitro spustila, in to je recimo eden od dogodkov, ki se potencialno lahko kaj malo že spet zgodijo. Zakaj točno je pa prišlo do te ustavitve, pa še ni čisto jasno. Verjetno je pa prišlo do nekega velikega vdora sladke vode v severni Atlantik, ki je spremenil to dinamiko. Andrej Šmuc? Ja, imamo geološke hipoteze seveda v Severni Ameriki, kakor je Gregor čisto pravilno povedal, smo imeli takrat velike poledenitve, in velike poledenitve seveda za sabo pustijo ledenike, ko se pa te spustijo, pa tudi velika jezera. No, in ta jezera je, vsaj v ledeniških sistemih je pogosto, da so, kako bi rekel, da so jezovi, ki gradijo bariere teh jezer, pravzaprav iz leda. No, in potem, ko se ta led stopi, se pravi ta ogromna količina vode, ki jo vi iz vseh rudnih ledenikov polnite ta jezera vzadi, se nenadoma sprosti in seveda priteče v ocean in kompletno spremeni cirkulacijo. No, tako da takih dogodkov zagotovo jezero Agazis, ki je poimenovano po tistemu, ki je poimenoval ledene dobe, to je bilo 8000 let nazaj, imamo zagotovo dogodki, gotovo je bilo pa takih dogodkov več. In se pravi, da če vi sprostite ogromno količino sladke vode, ki jo do takrat hranite, na kopnem seveda to popolnoma spremeni cirkulacijo v oceanih. Oceani, vemo, so pa tisti, ki distribuirajo toploto po zemlji. In zaradi tega je tudi, kakor ugotovimo, težko primerjati današnjo stanje s krednim sistemom. Zaradi tega, ker je bil razpored
kontinentov in kako so morski tokovi, kje so sploh bili, popolnoma drugačen od tega, kakor je danes. Tu se verjetno nanašate na tisto mojo uvodno omembo tropskih gozdov pri Antarktiki. Tja še pridemo v nadaljevanju oddaje, bi se pa še malo bolj zadržala v tej bližnji zgodovini, prazgodovini, geološki zgodovini. Glede na to, da pogosto danes slišimo opozorila, da nam grozi nemara ponovno zlom oziroma zaustavitev te atlantske cirkulacije in torej morda imamo zglede v preteklosti, kako hude ohladitve lahko nemara doletijo v prihodnosti zaradi tega Evropo ali Ameriko. Težko je napovedovati tukaj karkoli, pa vendar. Po drugi strani pa ste prej omenjali, profesor Šmuc, te zelo jasne orbitalne dejavnike gibanja Zemlje okoli Sonca na same začetke in konce oziroma na to, kaj je pravzaprav sprožilo otoplitev najbolj nedavno iz ledene dobe. Pa bi me zanimalo, glede na to, da načeloma je torej teh zadnjih približno 2,5 milijona let leda raje več oziroma je obdobje na Zemlji bolj hladno kot ne. Kaj so pravzaprav ti dejavniki, ki premikajo tehtnico iz ene v drugo smer? Najbolj ta pravi odgovor bi bil, da ne vemo, čisto v tem kratkem obdobju. Zaradi tega se opravičujem, malenkost dlje bomo mogli iti. Okay. Zaradi tega, ker 2,5 milijona let ni dovolj dolgo za geologe. Ni dovolj, pa imamo na 35, in takrat, kaj se takrat zgodi, Antarktika se odklopi in se odklopi od Južne Amerike in se prestavi približno na južno poloblo. In za velike poledenitve na našem planetu je zelo pomembno, da imamo na polih kontinent, tam led kontinentalni lahko lažje nastaja. In v tem trenutku, ko se je Antarktika odklopila od Južne Amerike in prepotovala na jug, se je okoli v njej ustvaril prav poseben tok, ki je seveda zaviral ta prenos toplote recimo iz južnega pola proti kamorkoli že. In tako smo seveda toploto in hladnoto zaklenili tam. Zdaj, kaj se je pa zgodilo 2,5 in zakaj temu sploh rečemo kvartar, je pa zaradi tega, da približno 2,5 milijona let nazaj je Zemlja vstopila v en hecno obdobje, v katerem se ledene in medledene dobe spreminjajo periodično, ciklično. Se pravi, da imamo cikl ledena doba, medledena doba, ledena doba, medledena doba. In takrat približno 2,58 milijona let nazaj je Zemlja vstopila v to, da se ledene dobe in medledene dobe izmenjujejo na periodu približno 40 tisoč let. In potem je to trajalo milijon let, skoraj 2 milijona let in kar naenkrat 700 tisoč let nazaj se je pa zgodilo ena fascinantna reč, da so se ledene dobe podaljšale. In ledene dobe so prišle iz teh 40 tisočletnih ciklov kar naenkrat na 100 tisočletne cikle. Medledene dobe so pa vedno krajše. Se pravi, imamo zelo dolgo je hladno z vsemi temperaturnimi nihanjami znotraj hladnega obdobja in to traja približno 100 tisoč let. Potem imamo pa krajšo medledeno dobo, ki traja od 8 do 13 tisoč let na podlagi zadnjih 4-5 ledenih dob, ko je pa malo bolj toplo. In ta preskok iz teh 40 tisoč let na 100 tisoč let nas je vedno malce fasciniral. In zdaj največji hec pa je, da 40 tisoč let in 100 tisoč let nista neznani številki. To sta številki, ki jih fiziki, tisti, ki se ukvarjajo z našim osončjem, preklet dobro poznajo. Zaradi tega, ker so vezani točno na to, kako se Zemlja obnaša proti Soncu. Kako pa se? Ja, torej govorimo o treh vrstih ciklov. 100 tisočletna perioda je povezana s tem, da se Zemljina elipsa, po kateri Zemlja kroži okrog Sonca, da se s časom nekoliko bolj splošči, pa se potem spet spremeni praktično v krožnico. In to spreminjanje iz elipse v približno krožnico ima periodo okrog 100 tisoč let. Zdaj smo po ekscentričnosti, se pravi po sploščenosti te elipse, smo nekje ne čisto na sredi, ampak mogoče bolj v krožnem delu recimo te periode, se pravi, da je razlika med takrat, ko je Zemlja najbližje Soncu, to je zdaj januarja, pa ko smo najdalje od Sonca stran julija, je razlika približno 5 milijonov kilometrov, to je dobre 3%. Se pa včasih zgodi, da je ta razlika naraste še bolj, za nekaj odstotkov, so pa tudi obdobja, ko je praktično ta tirnica popolna krožnica. In to spreminjanje ima periodo 100 tisoč let. Pomembno je pa zaradi tega, ker ko je Zemlja najbliže Soncu, dobi seveda več energije od Sonca. In to se zdaj trenutno dogaja takrat, ko je na južni polobli poletje
na severni polobi pa zima. Tako da imamo zdaj v takem zanimivem obdobju, ko je v bistvu na Antarktiki tako na hitro bi pričakovali, da bo tam poleti se bolj segrelo, ker je bliže soncu, kot se recimo poleti segreje na Arktiki, ki je pa takrat nekoliko dlje od stran od sonca, vendar pa je ta masa ledu na Antarktiki, plus da Antarktiko obdaja zelo hladen morski tok, to dvoje skupaj v bistvu drži to izredno hladno vreme na Antarktiki. No, potem imamo pa še dva pomembna cikla, ki sta pa, eden je s periodo 41.000 let, ki približno sovpada s tistim, kar je prej kolega Andrej povedal, se pravi, da smo imeli v začetnem delu kvartarja krajše cikle, no, ta perioda povezana pa z spreminjanjem naklone osi vrtenja. Zemlja se pravi, njena os vrtenja glede na os kroženja okrog Sonca nagnjena zdaj, trenutno, okrog 23,4 stopinje, se pa ta vrednost spreminja približno še za 1 stopinjo gor dol. Se pravi, da imamo obdobja, ko je dobrih 22 stopinj ta nagib, pa tudi, ko je 24,5. Ta kot pa določa, kakšen je vpadni kot sončevih žarkov poleti ali pa spomladi, kar je pa pomembno zato, kako hitro se zasnežena pa zaledenila območja na skrajnem severu ali pa na jugu poleti telijo. In seveda, koliko energije lahko skozi poletje potem nekako absorbirajo ta območja. No, in to je recimo eden od glavnih dejavnikov za ta cikel medledenih in ledenih dob. Potem imamo pa še precesijo osi vrtenja, ki pa določa letni čas, v katerem je Zemlja najbližje Soncu. In to se pa spreminja pa s periodo slabih 26.000 let. In ko se potem vsi ti trije cikli nekako ustrezno pokrijejo, se zgodijo na Zemlji take res občutne spremembe, nekako tako. Ja, točno tako, ne. Se pravi, da moramo pogledati točno vse te astronomske faktore, kako Zemlja pleše okoli Sonca, potem moramo pogledati, kaj se s Soncem dogaja, ne. Sonce tudi nima popolnoma konstantne svoje dejavnosti. In še en drug del je, seveda ni samo odvisno od tega, kako Zemlja pleše, ampak tudi kakšno površje je na Zemlji. To smo že prej malce pogledali. V glavnem, če imamo zelo veliko morja, ne, ali pa zelo veliko ledu, ne, saj sami veste, ne, če je sneg zelo aktivno oziroma, kako bi rekel, dobro odbija svetlobo nazaj, kar pomeni energijo nazaj, ne, medtem ko Zemlja, ki je malce bolj temna, seveda ne, jo zelo sprejema, ne. In tako da je zelo odvisno od tega, kot prvo, kakšen je razpored kontinentov. Zdaj, ta razpored kontinentov je tako, da ta se zelo počasi spreminja, ne. Mogoče bo za poslušalce zanimivo, spreminja se približno tako, kot rastejo lasje ali pa nohti. Se pravi, nekaj centimetrov na leto vi lahko premikate kontinente tu pa tam in dejansko jih, ne. Druga stvar je pa seveda, kaj se dogaja z površjem, koliko je zelenja, koliko je snega, kakšne površine kopnega so zalite z morjem, recimo, ne. Se pravi, namigujem tukaj na tega, da če boste z morjem zalili velik del kopnega, ne, kar se bo v tistih nižinah v parih letih gotovo zgodilo, bo to seveda spremenilo situacijo, koliko energije Zemlja dejansko sprejme od Sonca, koliko pa jo odbije nazaj, ne. In kakšen bo ta trend v tem primeru? Glede na današnje, seveda, danes se gladina morja dviga, vsaj v slovenskem delu, za približno milimeter na leto. Zdaj, to je tak generalen trend, vendar je pa seveda to odvisno od vsakega območja posebej. Kar je pomembno, moramo vedeti, da ni pomembno samo to, koliko se gladina morja dviga, ampak koliko se dno, na katerem je to morje spušča in dviga, ne. Seveda, to je pa, kakor je prej kolega Gregor povedal, zelo regionalno povedano, ne. Se pravi, določena območja so, kjer ta dvig ne bo nič pomenil, zaradi tega, ker se dno dviga pa 2 centimetra na leto, ne. Tam ne boste dobili morja nikoli na kopnem, ne. Zdaj pa, če pa seštejete tam, da gre da gre morje 1 milimeter gor, dno pa 2 centimetra dol, no, takrat pa bomo zalili kar velike dele, ne. No, in Slovenija sodi med ene take dele, oziroma naš Tržaški zaliv, v katerem se dno tudi pogreza. Ja. Se pravi, bo več morja. Upajmo. Ja, bliže nam bo morje. Odpravila bi se zdaj še mnogo dlje nazaj v času, ne? Konec koncev, zanimivi so te vpogledi, kako zelo različno je lahko podnebje na Zemlji in nekako so znane te podobe iz dobe dinozavrov, iz mezozojka, ko pač so rasli po planetu bujni gozdovi, v katerih so vladali torej dinozavri.
In zdaj smo se premaknili kar veliko milijonov let nazaj, tam nekje 260 milijonov je bil en podatek, ki sem ga odkrila na Wikipediji, ko se je začela topla doba prej in vzpostavila nekako ustrezne pogoje za razcvet dinozavrov. Bi me pa zanimalo, kaj so takrat pripeljali, ne? Če ste omenili torej osamitev Antarktike kot tisti dejavnik, ki je začel mnogo kasneje ohlajati planet, ne? Kaj pa ga je torej toliko milijonov let prej začelo segrevati? Pravzaprav se te klimatske spremembe so malce bolj komplicirane, ampak o čemer midva govoriva je to, da kontinenti, pa rečemo kontinentalne skorje, pa da poenostavimo kontinenti na Zemlji, niso pri miru. Marveč se po Zemlji pomikajo, to pa tam z tako hitrostjo, kot smo prej rekli, ne? In na Zemlji imamo v tem trenutku približno 7 velikih in skupnem seštevku pa 12 majhnih teh plošč, ki se po okroglem planetu premikajo sem ter tja, ne. Zdaj, kaj jih poganja? Pogaja jih dogajanje v notranjosti Zemlje, se pravi v jedru in v plašču. No in zdaj, seveda, če imate vi okrogel planet, po katerem vozite po površini ogromne kontinentalne mase, se pravi, te kontinentalne mase nimajo neskončno veliko prostora. Slej ko prej naletijo na druge kontinentalne mase in se vanje zaletijo. In to, o čemer midva govoriva, je seveda tektonika plošč in tektonika plošč povzroči, da na vsakih 250 do 300 milijonov let, se na Zemlji zgodi ena fascinantna reč, da vsi kontinenti se zabijajo skupaj. No in naš štart mezocojka, se pravi začetek mezocojka, je v bistvu v eni dobi prej, kaj rečemo Perm, kaj čez prst rečemo 300 milijonov let nazaj, ko so bili vsi kontinenti na Zemlji zabiti skupaj v en ogromen kontinent, ki mu rečemo Pangeja. Pangeja je bil kontinent, ki se je raztezal od severnega do južnega. Se pravi, če bi takrat hotel pešiti od severnega do južnega pola, bi lahko šli. Malo dolgo bi sicer trajali. Se pravi, to je v eni take obliki črke C in to je bil zabit en kontinent. In takrat smo imeli v notranjosti teh kontinentov, to poznamo tudi iz Slovenije, imamo en kup enih kamnin, ki na to kažejo, izjemno sušno okolje, kar seveda, kakor so prej z Gregorjem govorila, nismo imeli oceanov, ki bi med to ogromno površino distribuirali toploto. Se pravi, morje je bilo zelo daleč na eni in drugi strani tega ogromnega kontinenta. No? In seveda tektonski procesi in dogajanje v notranjosti pa seveda ne vzdržijo. Se pravi, vi ne morete imeti na Zemlji zelo dolgo časa en velik kontinent. Kar pomeni, da potem dogodki v notranjosti počasi pripeljejo to, da se ta kontinent začne trgati. No in to se je začelo v obdobju mezocojka, najprej v Triosu malo, potem v srednjem Triosu malo bolj, v Juri na pune bombe in v Kredi, se pravi približno 150 milijonov ali pa 160 milijonov kasneje, bi pa že počasi lahko zaznali kontinente, ki jih danes poznamo, ki so se začeli premikati proti današnjim legam. In seveda takrat je med vse te umestne variante seveda vdrlo morje in seveda kompletno spremenilo situacijo. Se pravi, mislim, da bi Gregor imel ful problema takrat modelirati, kje so morski tokovi in vse. Zato tega to se je spreminjalo res brutalno. Zaradi tega je zelo težko geologom poslušati, kako današnjo situacijo primerjamo z situacijo, bila takrat. Morja so bila drugje. Naslednja stvar, ki je izjemno pomembna, morja so bila bolj plitva. Kar pomeni, da je bil velik del kontinentalne površine zalit z vodo. V Kredi je to popolnoma jasno. To, kar bi bilo danes na kopnem, je bilo zdaj 200 metrov pod morjem. Tako da to so izjemno velike spremembe. K sreči oziroma k nesreči, pa te spremembe trajajo dolgo časa. Tako da te hipne spremembe, katerim smo pa zdaj priča, rabimo pa iskati neke druge razloge, kot recimo tektoniko plošč. Ja, ampak zdi se pač zanimiv pogled v to vrstno zgodovino planeta. Seveda. Ker ponavadi se nekako niti ne zavedamo, kakšni so premiki teh kontinentov, kako se odpirajo in zapirajo prehodi, kako pač 250 let nazaj, milijonov let nazaj ni bilo sploh manjših morij, ampak samo en orjaški ocean, ki si ga tudi težko predstavljamo. Bilo pa je tudi pač znotraj tega toplogrednega, če mu tako rečem, obdobja dobe dinozavrov, je prišlo do določenih hitrih dvigov, spustov temperatur. Recimo, eden od teh dogodkov, ki ga spet radi pogosto omenjajo
kot hiter dvig temperature za 5,8 stopinj, tam na meji med paleocenom in eocenom v geološko, pravijo, dokaj kratkem obdobju 200 tisoč let. Kaj so bili, kolikor je znano, dejavniki za temi spremembami takrat? Mislim, paleocen, eocen je zelo eno zanimivo obdobje. Ne? Se pravi, takrat se kontinenti počasi začenjajo spravljati v današnje pozicije. No? In takratni dogodki so bili izjemno burni, zaradi tega, ker smo kontinente začeli zaletavati skupaj. Ne? In smo kompletno spreminjali, kako naj temu rečem, paleotopografijo. Se pravi, gore, ki jih danes poznamo, so začele nastajati takrat, kar je seveda kompletno spremenilo vzorce celotnega planeta. Ne, se danes veste, imamo padavine, ki so pred za gora, za gorami, veliko gorovja vplivajo na to, kam gre kaj, morja vplivajo na kam gre kaj. Ne. Evolucija je bila zraven, morate še biologijo dati zraven. In to je izjemen, kako naj temu rečem, kompleksen sistem. No. In vedno se seveda trudimo to stvar pojasniti, vendar, kakor upam, da sva z Gregorjem že zdaj povedala, to ni lih tako enoznačno, ne. Da rečete CO2 gre gor, pa gre temperatura gor, ali pa da rečete, da gre kontinent narazen, pa gre temperatura dol, ne. To je treba pogledati celoten sistem, ne. In k sreči smo na tem planetu, ki vse vpliva na vse, ne. Zdaj za nas znanstvenike je to hkrati super, ne, hkrati pa tudi šment. Kaj pa glede same hitrosti? Ne? Pogosto danes govorimo o tem, da so torej spremembe samega dviga deleža ogljikovega dioksida v ozračju izredno hitre. Ne? Recimo podatki NASA, delež CO2 v atmosferi se je iz leta 1958 z 317 delcev na milijon dvignil na današnjih 427, če imam pravilno številko, kar je izreden hiter dvig. Kako bi vidva ocenila ta dvig glede na siceršnje dogajanje, ne? Ker konec koncev geološki vsaj procesi so izredno počasni, po drugi strani pa vemo, da se lahko dogajajo tudi zelo hitre spremembe. Gregor Vrtačnik? Ja, ravno ta hitrost tega spreminjanja vsebnosti toplogrednih plinov v zraku, pa tudi temperature zraka je nekaj, kar zdajšnje podnebne spremembe naredijo take res posebne. Sam nivo temperature zraka na Zemlji ni nič posebnega. Pravzaprav smo še vedno v dokaj hladnem recimo delu spektra, ki ga poznamo zadnjih nekaj 100 milijonov let, ampak hitrost, katero se zdaj Zemlja ogreva oziroma površje Zemlje, je pa res izjemna. Zdaj za zadnjih 50 tisoč let imamo dovolj dobre podatke, da vemo, da se koncentracija CO2 ni spreminjala nikoli v nobenem obdobju tako hitro, kot se recimo v zadnjih desetletjih. Če gremo pa dlje nazaj, še posebej, če gremo nekaj 10 ali pa nekaj 100 milijonov let nazaj, je pa že težko govoriti o tem, ali so bile takrat tudi kakšne take zelo hitre spremembe ali ne. Glede na to, da se je podnebje recimo pred 250 ali pa 55 milijoni let v nekem krajšem časovnem obdobju se grelo za 5 ali pa 10 stopinj, pa glede na to, da če so bili vključeni v to ognjeniki z svojim ogromnim bruhanjem ogljikovega dioksida, je možno, da so bila vmes tudi obdobja, ko se je koncentracija toplogrednih plinov spreminjala tako hitro, kot se danes, a pa mogoče še hitreje. Vendar pa nimamo tako detaljnih podatkov za tista obdobja. Vemo pa zdaj za zadnje, se pravi za čas človeške civilizacije, pa vemo, da je zdajšnji čas, se pravi nekaj zadnjih desetletjih, da je to unikatno obdobje stališča podnebnih sprememb. Andrej Šmuc, kako vi gledate na današnjo hitrost dviganja CO2? Ja, podobno, kakor je kolega Gregor povedal. Ja, res je. Problem raziskovanja v preteklosti je samo v časovni resoluciji dogodkov, ki jih lahko zaznamo, da bom tako rekel. Ne. Zdaj gotovo, recimo ena stvar, ki bi jo rad izpostavil, je obdobje na meji Perm-Tria. Se pravi, to je eno obdobje, v katerem je Zemlja skoraj izumrla. Ne, tisto največje izumirjanje, v katerem je izumrlo 96% čisto vsega, kar je živelo na našem planetu, tako na kopnem, kakor v morju. Ne. Zdaj zgodilo se je seveda zaradi, kar je Gregor prej omenil, zaradi ekstremnih ekshalacij vulkanov, ki smo jih imeli, in zaradi tega, ker je recimo toplo morje v tistem trenutku preplavilo območje, kjer smo imeli ful veliko permafrosta. In permafrost je pa seveda, kaj se je zgodilo, prišlo je do oksidacije organske snovi in dobili smo en kup enih toplogrednih plinov, ki so mnogo bolj hudi, kot je pa CO2, recimo metan je en izmed takih. Ne?
In takrat vemo, da se je to zgodilo, se pravi, če čist tako znanstveno gledamo, če imate nizko območje, pa če dvignete vodo za 1 meter, bo ta voda zalila v parih letih to območje, ne? In takrat pride do oksidacije in vsega tega ostalega in seveda imate tako ekstremno eskalacijo. Tako da za recimo to obdobje permatriasa sklepamo, da je bilo to, da so bile te klimatske spremembe tako izjemno brutalne. Ne? Ravno ta strah iz preteklosti, ne? Iz tega permatriasa, nas malce skrbi, ko se lotevamo permafrosta, ki ga imamo danes po zemlji kar nekje. Ne? K sreči je zaklenjen v sred kontinentov, ne? Tako da so morja zelo daleč ali pa karkoli že, vendar so taki dogodki možni. Ja, ampak vsaj takrat na tem prelomu Perm-Trias smo imeli, kot že omenjeno, Pangeo, ne? Torej tudi tisti permafrost je bil verjetno zaklenjen. Ja, ki smo jo počasi začeli že. Ne, se pravim, da tisti geološki dogodki, ki recimo spreminjajo podobo planeta, so res da zelo počasni, zaradi tega jih recimo normalen človeški težko dojame. Podobno je z biologi, ko probajo razlagati evolucijo. Ne? Da je miška brez repka, pa je miška brez repka, pa 3 miške, zatem pa miška brez repka se rodila. Ne? To traja nekaj časa. Ne? In človeški ki je, kako bi temu rekel, osredotočen na teh 80 let, upajmo, ne, človeškega življenja, zelo težko dojame to časovno širino, v kateri imamo mi možnost, da te stvari spreminjamo. Ne. Vendar pa ja, klimatske spremembe na tem planetu so realnost, ne, in mene ful veseli, vse nas veseli, da končno smo pogruntali, da na Zemlji so, da se dogajajo, da se bo človeški rod mogel z njimi nekako soočiti. Ne, in vsi geologi, ne, upajmo, da se ne bomo soočili s tem, da bomo probali nasprotovati planetu, ne, da ga bomo probali, kako naj temu rečem, popraviti. Ne, tega se šele bojimo. Ne. Se pravi, klimatske spremembe, kakor sva z Gregorjem, upam, prav povedala, se na Zemlji dogajajo. Vse. In tudi, če bomo mi ustavili vse toplogredne izpuste in tega naprej, bomo še vedno imeli določeno variabilnost klime, ne? Kar moramo mi poskrbeti je to, da ne svinamo tega planeta. Ja, saj ljudje pač počnemo ogromno različnih stvari hkrati, ne spuščamo samo toplogrednih plinov v zračje, predstavljamo tudi ogromne količine materijala po planetu, ustvarjamo nove snovi z najrazličnejšimi učinki, pobiramo tudi velik del biološke produkcije planeta za svoje potrebe, tudi omogočamo prehajanje organizmov z enega konca planeta na drugega, obenem pa razkosavamo habitate in onemogočamo prehajanje določenim vrstam, neko naravno. Skratka, ali je vse to dogajanje možno vključiti v neke podnebne modele oziroma napovedi, kaj pravzaprav nas čaka, če je pravzaprav podnebje, vremenski ekstremi samo en delček te mnogo širše slike spreminjanja planeta. Gregor Vrtačnik. Prav gotovo vsega tega v podnebnih modelih ne moramo upoštevati. Zdaj recimo že prva stvar, ki je napovedovanje prihodnosti, sila težka zadeva. Še posebej zadnje čase. Vidimo, kako se iz leta v leto ali iz ure v uro. Ura recimo spreminjajo določene stvari. No, in zato klimatologi raje govorimo o podnebnih projekcijah. To so pa recimo neki bolj ali pa manj verjetni scenarij razvoja podnebja v prihodnosti, v naslednjih desetletjih, mogoče v naslednjih stoletjih, na predpostavkah družbeno-gospodarskih dogajanj v prihodnosti, ki neposredno vplivajo na vsebnost ogljikovega dioksida, drugih toplogrednih plinov v zraku, aerosolov v zraku, rabo tal in tako naprej. Vse to se, kolikor se da, seveda upošteva v podnebnih modelih, s katerimi poskušamo ugotoviti, kakšno podnebje se nam obeta v naslednjih nekaj desetletjih, vendar pa so tukaj še podnebni modeli na nekaterih področjih še vedno precej šibki. Recimo še vedno ne vemo prav zelo dobro, kako se določena onesnaženost zraka pretvori prek teh podnebnih modelov v določene učinke, se pravi temperaturne, padavinske in tako naprej. Tukaj bo treba verjetno še kar nekaj raziskav, ali pa mogoče ta naš eksperiment z Zemljo, ne, se pravi z zemljinim sistemom, bo s časoma pokazal točno, kakšna je odzivnost posameznih delov podnebnega sistema na to, kar recimo človek vnaša v ozračje. Upamo samo, da ne bo prepozno, seveda. Druga težava je pa ta, da podnebni modeli, se pravi v
v podnebnih modelih nekaterih stvari pravzaprav ne moremo zares dobro modelirati, ker se dogajajo na tako majhni časovni ali pa prostorski ravni, da jih zelo težko vključimo v modele, ki so že tako zelo računalniško potratni. Se pravi, potrebujemo ogromno število ur računanja na superračunalnikih, da dobimo neke projekcije za nekaj desetletij naprej. No in recimo ena od takih zadev so recimo nevihte. Že navadne nevihte, ki so velikosti nekaj kilometrov v podnebnih modelih, niso naravnost izračunljive, ampak posredno. Potem imamo pa še razne biološke procese, pa druge zadeve, ki so samo približno ocenjeni v teh podnebnih modelih. Tako da imamo tukaj kar nekaj prostora še za izboljšave. Na drugi strani seveda se pa soočamo zaradi tega z negotovimi projekcijami, se pravi, ne samo, da ne vemo točno, v katero smer bo človeštvo šlo, se pravi, ne vemo čez 50 let zares dobro, kolikšni bojo izpusti toplogrednih plinov, ne vemo niti točno, kako naj bi se to, se pravi, ta zemljin podnebni sistem odzival na tak vnos toplogrednih plinov. Zato pa govorimo tukaj o razponih segrevanja, ki segajo glede na predindustrijsko dobo nekako od stopinje pa pol, oziroma da mora reči od 2 stopinj pa recimo do 4-5 stopinj do konca tega stoletja. Kaj pa se da mogoče reči pravzaprav o vplivu človeka na podnebje v daljšem tem obdobju holocena, glede na to, da pa seveda je naša pozornost zdaj predvsem usmerjena na zadnjih 200-250 let od industrijske revolucije, pa vendar znaki so, da je z različnimi svojimi dejavnostmi človek že spreminjal podnebje z izkrčavanjem gozdov in podobnimi dejavnostmi. Ja, ravno ta raba tal je verjetno najpomembnejši dejavnik, ki je vplival na podnebje v holocenu pred industrijsko revolucijo, ker namreč meritve vsebnosti toplogrednih plinov kažejo dokaj stalne razmere, pa tudi samo človeštvo prvič ni bilo tako številčno, pa tudi na posameznega človeka ni bilo tako potratno, kot je zdaj. Tudi sami vnosi toplogrednih plinov v zraku so bili bistveno manjši, kot so zdaj. So pa bile občasno pa kar velike regionalne spremembe v tem, kakšne so bile tla. Recimo nekaj časa je bilo na nekem območju praktično povsem brez gozdov, potem zaradi kakšne nesreče, recimo kuge, se je tisto območje v nekaj desetletjih zaraslo, pa so ga mogoče potem spet izsekali. To pa so bile recimo regionalne spremembe, k katerim je pa človek recimo lahko kar precej prispeval. Zlasti v tistih delih sveta, ki so bili bolj poseljeni. Zdaj, geologi kljub trenutnemu globalnemu segrevanju planeta radi rečete, da ledena doba zamuja. Pa me torej zanima, glede na širši kontekst gibanja Zemlje in ključne vloge tega gibanja našega planeta okoli Sonca, kdaj pravzaprav, kolikor vemo, nas bo pričakala morda nova ledena doba, ali pa bi jo nemara utegnili z temi svojimi silovitimi izpusti, če z njimi nadaljujemo, celo zares prekiniti. Prekiniti je verjetno ne bomo mogli. Zdaj, seveda o tem, kar se o teh projekcijah, se lahko seveda pogovarjamo na podlagi tega, kar se je dogajalo v preteklosti. No, in v preteklosti so bile te medledene dobe, glede na časovno resolucijo, tam od 8 do 13 tisoč let. Danes smo, kot ste prej prav povedali, okoli 11-12 tisoč let. Kakšnih 1000 let imamo še, kako bi temu rekel, prostora za to, da začne biti zares hladno. No, je pa tudi res, da v tem času znanstveniki blazno študiramo, kakšni so pogoji, ki prisilijo Zemljo, da spremeni svojo podobo iz te bolj tople v bolj hladno Zemljo. No, in v zadnjem času se seveda kaže to, kar smo že skozi videli, da seveda ta ples Zemlje okoli Sonca pomeni zelo veliko v tej situaciji. No, kar se je v zadnjem času sploh pokazalo, zadnje raziskave na to kažejo, da prav, kako naj se tako poetično izrazim, da prav določeni koraki tega plesa, se pravi ali tango ali polka, whatever, kar Zemlja začne plesati, se pravi, da prav čisto prava kombinacija tega, kakšna je elipsa Zemlje okoli Sonca, kako je Zemlja nagnjena in kdaj je nagnjena proti Soncu, privede do te spremembe iz bolj toplega v bolj hladno in nazaj. No in ravno kar smo se prej pogovarjali, so znanstveniki izračunali, da za zadnjih 700 tisoč let je ta stvar
preračunljiva. No, in zdaj smo v enem takem hecnem obdobju, v katerem naj bi ta medledena doba, to toplo obdobje, v katerem človeške civilizacije prosperiramo, trajalo malce dlje. Se pravi, da ga lahko pričakujemo, od 5 do 7, morda celo 10 tisoč let še. No, potem se bojo pa, ta zemljin ples okoli Sonca prišel v tisto fazo, ko naj bi Zemljo porinil nazaj v hladne dobe. Seveda, pa kakor smo se prej tudi pogovarjali, je bil ta izračun narejen na podlagi tega, da ignoriramo to, kar mi zdaj počnemo. To, kar človeštvo zdaj počne z vsem, kar ste prej povedali. Z izpusti toplogrednih plinov, predvsem z rabo tal in z spreminjanje podobe površja, tako bom rekel, na tem planetu. No. Skratka, iz vidika naših poslušalcev zaenkrat vas še ne bo zebelno. Zdi se, da postaja vse bolj vroče, tako da upamo, da vas je tale sprehod v daljno zgodovino zemljinega podnebja in gibanja kontinentov ter plesa okoli Zemlje vsaj malo osvežil. Pa najlepša hvala za vašo pozornost. V današnji Intelekti sta gostovala klimatolog Gregor Vrtačnik z Agencije za okolje ter profesor dr. Andrej Šmuc z Naravoslovno-tehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Oddajo sem pripravila in vodila Nina Slaček, za tom pa je skrbel Jernej Boc. Glasovi svetov. V tokratnih Glasovih svetov ste lahko prisluhnili pogovoru, ki je nastal v okviru oddaje Intelekta na Prvem.